Predlog sveta krajevne skupnosti Pirniče je v navdahnjenem govoru predstavil predsednik krajevne skupnosti Damjan Zore, ki je izpostavil razloge za pobudo za preimenovanje, saj da je to priložnost, da ob pomembnih mejnikih, kot so 30-letnica občine Medvode, 50-letnica dograditve nove osnovne šole v Pirničah in 180-letnica rojstva Jakoba Aljaža, na trajnosten in simbolno pomemben način, torej s preimenovanjem šole v osnovno šolo Jakob Aljaž Pirniče, te jubileje tudi obeležijo. S tem bi dali šoli večjo težo vzgojno-izobraževalnega pomena po zgledu Jakoba Aljaža kot simbol slovenskega naroda. Bil je odločen, vedno se je zavzemal za povezovanje med ljudmi. Slovenska zgodovina nas uči, da so nas trdni, pokončni in narodno zavedni ljudje vedno povezovali, dočim nas Slovence cagavi in neodločni razdvajajo. Jakob je vedno poudarjal, saj ne gre zame, za nas Slovence gre. Izpostavil je še, da bi postali še bolj prepoznavni kot kraj, s katerim Jakoba Aljaža povezuje tako zgodovinska kot krajevna povezanost s krajem, kjer se je rodil. Krajanom in učencem pa bi preimenovanje šole pomagalo ohraniti zavest o pomenu zgodovine krajev, kjer živijo. Aljaž kot simbol slovenskega naroda in vrednot. Aljaž ni bil le duhovnik in glasbenik, ampak je bil tudi velik domoljub, kulturni delavec, narodni voditelj, gospodar, vzgojitelj in predvsem vizionar. Njegova dejanja, med drugim nakup zemljišča, kot sem že prej omenil, na vrhu Triglava in postavitev znamenitega Aljaževega stolpa, simbolizirajo slovensko narodno samozavest, pripadnost domovini ter spoštovanje narave in kulturne dediščine. Šola, ki nosi njegovo ime, bi s tem sporočala, da neguje vrednote, kot so spoštovanje tradicije, domoljubje, pogum, odgovornost in zavedanje identitete, kar so tudi temeljna vodila sodobne vzgojno-izobraževalne ustanove. Med drugim pa menijo tudi, da bi preimenovanje dokazalo spoštovanje preteklosti in usmeritev v prihodnost. Preimenovanje osnovne šole Pirniče v osnovno šolo Jakob Aljaž Pirniče bi bilo več kot le formalna sprememba imena. Bilo bi dejanje spoštovanja do izjemnega rojaka, izraz lokalnega ponosa in izobraževalni korak v smeri večjega zavedanja zgodovinske, narodne in kulturne identitete. Za mnenje je župan prosil tudi ravnateljico osnovne šole Pirniče Damjano Božič-Močnik. Zdaj, tako jaz se glede pobude, bom rekla, lahko opredelim kot Damjana Božič-Močnik in nenazadnje kot ravnateljica. Imam pa pomisleke glede na stanje, kako krajani gledajo na to, kako občina gleda na to, oziroma širša skupnost vaša. Jaz se s preimenovanjem strinjam sicer. Ne vidim pa, kako bi, kaj več prineslo k temu, da bi šola delala s temi vrednotami in živela s temi vrednotami naprej. Je pa res, da mi, ljudje sedanjega časa, bom rekel mi, ta srednja leta in tako, te vrednote še vedno gojimo in tako naprej. Kako bo pa z mlajšim rodom, pa ne vem. Dopušča sicer, da bi preimenovanje šoli dalo še dodatno zavezo za vzpodbujanje mladih k domovinski vzgoji, domoljubju, zvestobi slovenski besedi in pesmi, kar pa je že v osnovi naloga, ki jo izvajajo. V nadaljevanju seje so sledila poročila statutarno-pravne komisije in odbora za družbene dejavnosti. Prva se do predloga ni opredelila, temveč je le pregledala skladnost z zakonodajo. Odbor za družbene dejavnosti pa se prav tako ni mogel opredeliti, saj so 3 člani glasovali za in 3 proti predlogu. Eden od prisotnih pa se je glasovanja vzdržal. Že iz tega je bilo slutiti, da gre za točko, kjer člani občinskega sveta vendarle niso tako homogeni in enotni kot običajno. Eden tistih, ki preimenovanje najbolj podpira in je, sodeč po zahvali, ki mu jo je namenil kolega Luka Čukajne, tudi pomagal pri oblikovanju obrazložitve za preimenovanje, je bil svetnik Uroš Medar. Menim, da je Jakob Aljaž
izjemno pomemben res za Slovence in vem, da se šole tudi že imenujejo po njem. Tudi jaz sem delal na osnovni šoli Jakoba Aljaža Kranj, ampak rojen je bil samo na območju današnje občine Medvode, samo na območju krajevne skupnosti Pirniče in samo v zdajšnjem šolskem okolišu osnovne šole Pirniče. Vem, slišal sem že tudi pomisleke, zato raje zdaj že vnaprej dajem svoj odgovor, da se ne bom potem z replikami vključeval nazaj. Pomisleki so bile glede finančnih posledic, me zanima, če mogoče zdaj že imamo številko, koliko to pomeni, kakšne so te finančne posledice, ki naj bi bile, ker bi se rad na tem mestu tudi zavezal, da mi sporočite, kdo bo te stroške imel, ki bodo nastali, da vem, komu nakazovati vse svoje nadaljne sejnine, dokler ta strošek ni poplačan, če je to res težava. Strošek preimenovanja sicer na oko stane med 3.000 in 10.000 evri, potrebne so spremembe odlokov, vpisi v registre, zamenjava uradnih oznak in prenove grafične podobe, vse stroške pa krije občina ustanoviteljica. Glede na to, da sta v tem mandatu načrtovani predvidoma zgolj še 2 seji, torej sejnin enega svetnika za pokritje stroškov najbrž ne bo dovolj. Nekateri svetniki, med drugim Dominik Bradeško in Ladislav Vidmar, so sicer mnenja, da poimenovanje šole po osebi ne pripomore kaj dosti k ohranitvi spomina in dela te osebe. Ladislav Vidmar pa je šel še korak dlje, saj meni, da ima Jakob Aljaž velik pomen za vse Medvoščane in bi bilo bolj primerno, da bi po njem poimenovali raje kulturni dom, s katerim bi Jakob Aljaž dobil priznanje v najširšem pomenu, pa tudi sicer, da bi potem lahko vse šole v občini preimenovali po za Medvode pomembnih ljudeh. Z vsem spoštovanjem do razlage gospoda Medarja in predsednika krajevne skupnosti in gospe ravnateljice, mislim, da moramo najprej pogledati v sebe. Kaj smo naredili, kaj smo pripravljeni, a smo pripravljeni živeti in ravnati po zgledu Jakoba Aljaža. A imamo učne programe, ki Jakoba Aljaža predstavljajo kot takega, kar smo zdaj slišali, seveda ne vemo še vsega, da se berejo knjige, da je mogoče, so neke seminarske naloge in tako naprej v teh vseh razpravah in v tej veliki slavi, ki jo deklarativno na veliko govorimo, obnašamo se pa drugače. Da moramo začeti na drugem koncu, da bi sledili Jakobu Aljažu in poenotili razklano in samozadostno družbo in preimenovanju šole k temu ne bo pomagalo, je še dodal in poudaril, da dejansko ime Pirniče pokaže znak pripadnosti kraju, za vse ostalo pa bo k zavedanju vrednot največ prinesla šola in vzgoja staršev in ne ime šole. Kot je pojasnila predsednica sveta zavoda osnovne šole Pirniče Cvetka Židan, tudi pri njih niso ne zavrnili, ne potrdili predloga. Predvsem iz razloga, da je pri prioriteti nalog šole veliko več drugih zadev, ki so potrebne takojšnje realizacije in med njimi ni preimenovanja šole. Zato so pobudo raje naslovili na širšo lokalno skupnost. Kot krajanka in občinska svetnica sicer meni, da ni posameznika, ki ne bi Jakoba Aljaža spoštoval in cenil in verjel v vse njegove vrednote, ki jih je dal naši državi in tudi lokalni skupnosti. Na začetku se mi zdi, v obrazložitvi je bilo jasno povedano, da je bil neverjeten človek in predvsem vrednoto, ki jo je imel, je bila najbolj pomembna za mene ta, da je ljudi, ki so različno razmišljali, znal povezovati. Nikoli jih ni delil. Jaz se pa zdaj malo vprašam, ali se zdaj pa spet delimo. Mislim, da ni osebe, ki bi rekla, da si on ne zasluži poimenovanja neke izobraževalne ustanove. Se pa vprašam, ali bomo dejansko res z spremembo imena zavest učencev spremenili. Na praznovanju 50-letnice letos v osnovni šoli Pirniče, moram reči, da sem jaz to zavedanje Jakoba Aljaža bolj začutila pri otrocih, učencih osnovne šole Pirniče z petjem pesmi, ki jo je napisala gospa učiteljica, že upokojena iz Piranč, in sicer pesem, ki jo peva tudi kot piranška himna, ki jo peva tudi lik Jakoba Aljaža. Štefan Čebašek je bil izjemno presenečen nad različnimi mnenji, ki so jih izpostavili kolegi občinski svetniki. Kot je povedal Damjan Zore na koncu
Spoštovane svetnice in svetniki, pred nami je zgodovinska priložnost, da damo ime Jakoba Aljaža na šolo, ki je iz tega kraja, ki je najbližja njegovemu rojstnemu kraju, in s tem damo piko na i koncu tega mandata. Kajti jaz osebno sem prepričan, pa ima vsakdo od vas pravico glasovati proti, da če to ne izglasujemo, da bo to ena velika črna pika v mandatu občinskega sveta občine Medvode. Močno podporo predlogu je izpostavil tudi občinski svetnik Luka Čukajne. Potem je bilo rečeno, da ne vemo, ali bo to sploh prineslo kakšen učinek. Če poimenujemo šolo, to je neko simbolno dejanje, a bodo bolj zavedni otroci ali ne. To je začetek, bomo videli, kaj bo prinesel. Eni so rekli, da so hodili že na šole, ki so se poimenovali po določenih osebah, pa da jim to pač od tega nič nimajo. Ja, mogoče so le pa te osebe napačne, ker mogoče so razdvojevale dejansko. Ampak tukaj le pri Jakobu Aljažu pa mislim, da ni dileme, ko se vprašamo, če povezuje ali razdvaja. In čeprav v občini Medvode dokazano zelo cenimo našega rojaka Jakoba Aljaža in nima samo lokalnega, ampak je njegovo delovanje izjemnega državnega pomena, pa si v krajevni skupnosti Pirniče vseeno želijo imeti šolo poimenovano po njem. Ja, Aljaža si vsi lastijo. Je v Medvodah, je v Mojstrani, je v Kranju. V Pirničah je hiša, za katero sem jaz pred časom izjavil, da ni podobna ničemur, ampak pač je njegova rojstna hiša. Ampak mi želimo, da naši otroci in da moji vnuki hodijo v osnovno šolo, poimenovano po Jakobu Aljažu, velikem Slovencu. In očitno se bo to vendarle zgodilo. Občinski svet je s 15 glasovi za, 2 proti in 4 vzdržanimi glasovi ugodil pobudi sveta krajevne skupnosti Pirniče, da se šola preimenuje v osnovno šolo Jakob Aljaž Pirniče in s tem neizmerno razveselil predsednika krajevne skupnosti Pirniče. Danes je zgodovinski dan. Hvala lepa. Verjemite, mi kar so zahodil oči, no. Sem vesel, da bo ta duh Jakoba Aljaža nas povezoval. Želim, da bi ta duh v nas živel, v vseh Slovencah. Hvala lepa. Hvala.